Dobro jutro, vsi iskalci ljubezni in ljubitelji ljubezni. Ja, a si morate predstavljati, da je kar en velik procent populacije sveta v bistvu nastrojen proti ljubezni in bi ljubezen prepovedal. Prepovedal bi joyful, torej srečo, zabavo in smeh, a ne? Vendar tisti, ki smo se prebili v ljubezen in se ji popolnoma predali, naenkrat postanemo bad guy. Mi postanemo krivi in odgovorni za svakojake stvari. Jaz sem deležen tega praktično na vsakem koraku, vendar se nekako uspešno znam izogniti konfliktom, zaradi tega, ker sem se odločil, da bom igral na karto ljubezni. In nihče mi nič ne more in vas vabim, pridite in poletite z mano. Ker tu je tako lepo in vse štima. Pejmo loviti Mavrico, pravi Freddie Mercury v tem komadu v ozadju, in seveda je za vse bad guy. Jaz sem vam že večkrat rekel, čez kaj vse sem jaz šel, da sem prekorakal do sem. Ja, za vse sem Mr. Bad Guy. A ne vidite? I am Mr. Mercury, torej živo srebro. Wow, pejmo. Spread your wings, razširi svoje krila in idemo. Pejmo, lepo je. Tam, kamor vas vabim, tam, kamor nas je Freddy vabil, mene je vabil, vse je vabil. Kdo se je odzval? Lahko bi se vsak. Pa se ne. Zakaj? Ker to boli. Ja, v eni drugi pesmi je rekel: Mama, I just killed a man. Ja, mama, ubil sem se. Ne? Pa seveda se ni, če pa poje: Mama, ubil sem se. Veš, da se ni. Kaj pa je ubil? Torej, ubil je tisti del sebe, ki spada v 3D svet, v svet matrice, v svet mask in ega. Torej, ego je v bistvu nekaj, kar ne rabimo in mora umreti, in nekdo drug je v pesmi napisal: You must die a little before you die. Torej, moraš malo umreti, preden zares umreš. Mislim, ljudje so že mrtvi, ne? Pravzaprav Zombieland. Ljudje hodijo po nogah, vendar v očeh ni več znakov življenja, a ne? Ne znajo se več radostiti, ne znajo se veseliti, znajo mlatiti prazno slamo, kot papige ponavljati neke naučene stvari ali pa tisto, kaj so slišali tam nekje, ampak saj veste, kako grejo telefončki. Rekla, kazala, na začetku fabrike ob 6 zjutraj pride informacija, da je po noč strela treščila v transformator, ob 2 popoldne pa iz fabrike gre ven informacija, da je strela treščila v Francetovo mater. Ne? Torej, že ta rekla, kazala, je vse narobe. Zaradi tega sem jaz rekel, dajmo, doskrat sem ponovil, pa še ponavljam, pa še bom ponovil. Zapisujte si stvari. Res si jih zapisujte si misli, ki pridejo spoznanja, in jaz pravim, dajte jih na plano. Pa ni treba jih dati takoj, ne? Pa zberite jih enih 10, 20, 30, 150, pa naredite en zaključek, pa ga dajte ljudem. Nikoli ne veste, komu prav pride. Tudi jaz ne vem, vendar bom iz tega in tele imam še enih 8 listkov, probal ven potegniti nekaj takih mojih razmišljanj, ki so se zgodila v zadnjih dneh, odkar sem se vam nazadnje oglasil. Verjetno tudi sami razumete, da ne mogu baku i žvaku, sve odjednom ne ide. Zaradi tega enostavno tudi falijo videi na tak način, kot ste jih bili vajeni. Nič hudega, zaradi tega, ker prav je, da delate sami, s sabo in na sebi. Pravzaprav, da od sebe date tisto, kar vaše ni. In pridete v svet ljubezni, v svet igral, kjer lahko pojete takole, kot prepeva Koala Voice. Tu je vse tako lepo in nič več me ne boli. Ne? V zemeljskem svetu nas stvari bolijo, žalostijo, nas trpimo v lastnih zosih. Ne? Zos je, ja, Jezus, tudi bi šlo. Žal smo sami sebe opeharili za ljubezen, ker smo se začeli pred stvarmi umikati, skrivati, izmikati tisto,
kar bi mogli v bistvu dobiti v faco in rešiti sami sabo, se pogledati v špegu pa reči, drek, tle sem ga falil, kajčem. Nikaj, vse je že oproščeno, smo prebrali in slišali neštetokrat. Ne, pomagaj si in Bog ti bo pomagal. Bog vse vidi, Bog vse ve. Seveda ve, se on ni tam. On je tle noter. Ne morete pred svojo vestjo nikamor zbežati, nikamor se skriti, zato je to tista stvar, ki vedno teče za vami in vas grizlja. In če se obrnete okrog, a ne, pa rečete, zdaj pa kaj zdaj pa midva tole rešila. Se v bistvu ta vest lahko očisti. Vsi imamo možnost se očistiti, ni to nič tacga, samo je treba stvari pogledati v oči, jo odpustiti, si napačno delovanje odpustiti in stopiti korak naprej v svežino. Ne? Kako izgleda svežina? Predstavljajte si, da zakorakate v takle gost. To je svežina, to je čistina. In drevesa so naši najboljši in učitelji in naši oni poravnavajo našo energijo in mi smo komplementarni, oni izdihnejo, kar mi vdihnemo in obratno, imajo korenine in veje segajo proti nebu. Tudi mi moramo dati boso nogo na zemljo, da se malo razelektrimo, da se malo prizemljimo na svojo lastno zemljico, a ne, na to, kar je naš habitat in da z njim imamo stik, da ne plezamo v nebo široko, medtem ko smo odkonektani, no? Nismo povezani z zemljo, dok imamo izolacijo med zemljo in nogami, torej gumijast čevelj. Kaj ni to izolacija? Seveda je in bila je narejena načrtno, zaradi tega, da v bistvu mi ne dosegamo našega naravnega stanja. Naše naravno stanje je bilo mir in pretakanje čiste univerzalne ljubezni in igranje v svetu neskončnih možnosti, v svetu igral. Svet igral smo iskali, ne? Mi smo mislili, da je to neka čaša, vsaj jaz sem si jo tako predstavljal, neka zlata stvar, kjer je notar svet igral. Tak nek kamen, neka tekočina. Tudi Jim Reeves nam je zapel Welcome to my world. Dobrodošli v mojem svetu in povabljeni vsi. Zakaj pa ne? Svet. A nočete noter v ta svet? Valjda hočete, a ne? Vendar ta svet malih čudežev, malih čarobnosti, ta svet zahteva predvsem našo čistost, našo predanost in našo delovanje nas iz vzgiba čiste ljubezni. Zaradi tega, ker to želimo, ne zaradi tega, ker moramo. To je bistvena razlika. Mi smo živeli v svetu, ja moram, kaj pa češ, lej, denar se rabi. Da, kaj pa ostalo? Ja pa moram pa še uno, pol moram pa še uno, jo, jutri moram pa uno. Dobro, kje je bila pa beseda hočem, ali pa to želim, to si resnično srčno želim iti na hribček pa pogledati sončni vzhod ali zahod, kje pa to? Kje pa tisti segment, jaz si pa tako bi rada si se štrikala eno jobco. Tudi to je segment, ki ga morate dati v kategorijo, da ga izkoristite, če pač to delate radi. Torej v tistem momentu, ko nekaj delate radi, prožite tisto, kar je spet naše naravno stanje. Zunanji svet matrice je ves čas prepovedoval ljubezen, kalil je naš mir, umikal vse, kar smo mi imeli radi in nas v bistvu pri našem vzpostavljanju v našo osnovno bit, torej mir in ljubezen, nas je pri tem močno overal, zaveral in nam delal gužvo. To je delal gužvo s pomočjo raznih zakonov, kako so že, ukrepov, zapovedi, prepovedi, odpovedi, vse sort so imeli, kaj smemo, kaj ne smemo, to je en del, da so nas overali, drugi del so bile kaznovanja in grožnje, če boš to pa to, pol boš pa to. In tretja stvar so NPC-ji, non-playable character, torej
karakteri, ki v bistvu delajo gužvo. To so brezdušni hibridi, ki so narejeni za to, da naredijo gužvo na cesti, da naredijo vrsto v trgovini, zato da v bistvu naredijo zmedo v glavi tvoji, zaradi tega, da ti pridejo malo težit, pa ti krast fokus in tvoj mir. To so NPC in seveda narcisi. Zdaj, NPC in narcis je lahko ustvarjen, lahko pa postane človek narcističen in prevzame dejanja oziroma delovanje narcizma. Njihova lastnost je seveda iskanje provokacije, čakanje na tvojo reakcijo, kdaj boš popenil, a ne? Ko jih pri dejanju dobiš, postanejo največje žrtve in vso krivdo zvalijo seveda nate, točno za tista dejanja, ki so jih oni počeli nam. Torej, čista popolna mahinacija, gaslighting, zamegljevanje in zvračanje krivde na druge. V svetu igral, kamor vas vabim, pa ne jaz samo, mislim, kamor smo vsi povabljeni, a ne, ta svet v bistvu zahteva prevzeti odgovornost za vsako svoje dejanje. Ne, mi vsi smo zmotljivi in ko smo naredili napako, bi mogli mi v življenju reči, a sem se kaj naučil z te napake, ne smem to več, to je bila napaka, a sem pri tem komu škodo naredil, se opravičujem, popravljam škodo in bom vnaprej bolj previden. Mi smo dostikrat za te napakice, ki so se nam zgodile iz vzgiba nerodnosti, nepozornosti, neznanja, neobvladovanja veščin, mi smo te napake v bistvu kar pokrili, pa smo poiskali, elektrika je bila kriva, pa sonce me je zameglilo, pa nisem videl, pa sem se zaletel, en kupenih drugih stvari, ki so bile vzrok krivde, da le nismo bili mi krivi. A ne? No in če pogledamo svoje življenje nazaj, ko smo delali na Pop TV, je bilo zmeri se zgodila kakšna greškica, seveda ljudje načeloma tega niso opazili, mi pa smo kot ustvarjalci in je bilo zmeri, kdo je kriv. Kdo je kriv? In to večno iskanje, kdo je kriv, ne, sem jaz v enem momentu rekel, če boste kaj zajebali jutri na poročilih, vi kar rečete, da sem bil jaz kriv, pa bo v redu. In tako se je stvar razpasla, tako daleč, da me je dejansko klical šef, pa je rekel, Matej, kaj je bilo pa včeraj pri poročilih, ne vem, kaj pa je bilo. Ja, zajebal si nekaj, sem rekel, ne vem, poglej si urnik, jaz sem bil včeraj frej, sem bil doma. Ja, pa so rekli, da si ti kriv, sem rekel, tako je. Ja, lahko sem jaz strelovod in skupina zmelkov iz Primorske nam je tudi zapela. Kot da sem strelovod za vse pizdarije sveta in seveda postanem bad guy. Ne? Ni problem, lahko krivdo jaz vzamem za vsakega in tudi v Svetemu pismu piše, kako že, ki odrešuješ grehe sveta, ne? Našo krivdo si vzel na svoja pleča. Ja, prispodoba, ne? Seveda vsak mora svoje napake priznati, pa ne drugim, ni treba drugim, barem sebi. Zdaj bom jaz mičkim pogledal na tale listek, kjer imam zapisanih kar nekaj takih lepih. V očeh, zdaj bom jaz nekako naredil, glede na to, da sem vam mičken manj materijala dal redno, bom pa zdaj današnjo naredil malenkost daljšo oddajo, pa bom v njo strnil stvari, ki bi jih mogle biti povedane v 2, 3, 4 videih, pa bomo to združili v enega. Zdaj, dal bi vam nasvet, da v bistvu tudi vi vzamete listek, pa si zapišete kaj, kar pride, kar se vam zdi uporabno, kar se vam zdi smiselno, da bi bilo še vredno nadaljne kontemplacije, oziroma da si nekako zapomnite. Po želji, zelo dobro je, da pišete, če ne, pač ni treba, ne, sej vemo. Pametni pišu, glupi brišu. Pozabljivi smo zaradi tega, vsi smo pozabljivi in po svoje je prav. Debata je bila že prej o tem, da so ljudje mrtvi, a ne? In ja, v očeh se vidi dušo človeka. To smo že slišali mnogokrat. Jaz sem dolga leta ljudi gledal v oči, pa nekako nisem zaznal razlike, kdo dušo ima, pa kdo ne. Zdaj pa jo, ker se opazi pretočnost ljubezni skozi našo dušo v očeh. To se na očeh vidi. Vidi se na očeh in trpljenje, in zadovoljstvo, in žalost, in veselje,
in pretakanje miru, ne? In polne, čiste, univerzalne ljubezni. To se na očeh vidi in bodite pozorni, ko ste v družbi ljudi, bodite pozorni, ko mislite, da ste pravim, pogledajte, kako so oči drugačne. Taki, ki imajo pretočnost duše vidno v očeh, je zelo malo, zato ne boste presenečeni, če ne boste najdli v prvem tednu tega človeka, a ne? Tako, druga stvar, ki je tlele na moji alineji, je razumeti je treba oba pola, da lahko razumeš celoto. Se spomnite, vsak kovanec ima dve plati, a ne, treba ga je pogledati iz boka, a ne, ker je še tretja stran, tudi na robu še nekaj piše navadno, a ne. Zdaj ne moreš razumeti ljubezni, če ne razumeš teme, in ne moreš razumeti teme, če ne razumeš svetlobe. Zaradi tega je potrebno razumeti oba pola, torej razumeti, kako je delovala tema, da lahko razumeš, kaj pomeni leteti. Tema ni nič drugega kot nasprotje ljubezni. Torej, če je tam grdo, je tam lepo, če je tam boli, tam ne boli, če je tam žalostno, je tam veselo, vse je pač kontra. In nekje Dark Side of the Moon, a ne, tam na stran lune nas tudi nekje opozarja na točno to isto stvar, da v bistvu enih stvari pač nikoli nismo videli, a ne, ker je bilo očem skrito. Bistvo je očem nevidno, zato je treba gledati s srcem. Ampak potrebno je razumeti oba pola, da v bistvu nehamo soditi iz sebe in nekomu reči, ti si pa tak, zato pa zato. Če ne poznamo njegovih stvari z obeh plati, nimamo kaj soditi. A ne? In zdaj ugotovimo, da v bistvu nobenega ne poznamo dovolj, da bi lahko kogarkoli mu sodili ali pamet solili. Predvsem nimamo pravice, da kogarkoli sodimo. Ne smemo obsojati niti sebe, niti se kriviti za določene dejanja, ki smo jih zgodili ki smo jih naredili ali pa so se zgodile v preteklosti. Ne se obsojati, ker to ste v bistvu naredili sami sebi. Smo sami sebe obsojali. In ni to potrebno, ko enkrat razumemo, da ko se nam nekaj zgodi, bi si mogli zapomniti lekcijo, ne pa razočaranje in bolečino tega dogodka. Lekcija bi nam mogla ostati v spominu, kaj sem že hotel reči, tlele razumeti, ja, ne se obsojati niti sebe, nikarte in še manj pa obsojajte druge. Jaz osebno imam lahko mnenje o komurkoli na tem svetu, ali mu ga bom povedal v obraz ali ne, pa je seveda moja odločitev in načeloma ne. Ker če povem direktno, kaj mislim, potem dobim takoj obrambno držo oziroma protinapad, čeprav v bistvu sploh ni šlo za napad, a ne? Šlo je za podam mnenje, a ne? In če vas za mnenje nekdo ne prosi, ga lepo prosim zadržite zase in zavedite se, da ima vsak izmed nas sam sabo toliko dela, a ne? Toliko dela, da je za znort. Pa ne, zdaj se sliši kot delo, zdaj bo treba pa delati. Toliko iger, ki lahko proži vsak sam v sebi, je nesmisel, da v bistvu vlaga energijo v zunanji svet, v ljudi, da bi jih ali zbudil, ali spremenil, ali popravil, ali vsi smo to počeli, vsi smo vedeli za druge, kaj je za narediti, in pri sebi smo bili bolj bosi. Zaradi tega je precej smiselno, da v bistvu se poglabljate v sebe, v ta svet igral in se poigravate z mislimi, s spoznanji, z občutki. Občutki so tista prečudovita stvar, ki je v bistvu vodilna, kar se mene tiče, pa ne samo mene. Pravzaprav vse pesmi, ki se vrtijo v ozadju, govorijo pravzaprav o občutkih. Ja, mi smo rekli slediti komu. Komu je pa danes še zaslediti, kdo pa je vreden tega zaupanja, pa evo, sledi, sanke puščajo sledi, a vidiš, za nami. Pa smo nekako rekli, slediti je treba zvezdam, a ne? To smo slišali in
sledi zvezdam, ne sledi mojstrom, sledi temu, čemu so mojstri sledili. Čemu so sledili? Sledili so ljubezni, sledi zvezdam. Kam zvezde? Kaj ni zdaj je to? Zvezde, Siddharta so zvezde, Freddie Mercury je zvezda, zvezd naših kokr čte, imate Smolarja, imate Kreslina, imamo Hamota, imamo Gjurinova, imamo Lajbahe, imamo Mlakar, pa nima smisla, da jih naštevam, ampak zvezde so govorile o tem in govorijo o tem, kaj se občuti in o tem, kaj ljubezen je in kako zelo pomembno je, da se očistimo in živimo v ljubezni. Pa zdaj sledi, a ne? Zvezde so pustile sledi, ja seveda so pustile zapis v obliki pesmi, v obliki knjige, v obliki misli, v obliki kipov, v obliki slik, v obliki raznih oblikah, pravzaprav tudi v obliki stavb, kot arhitektura in tako naprej. Zdaj pa smo ugotovili, da v bistvu je zelo dobro, če puščamo sledi tudi sami, a ne? In pogledamo te svoje sledi, kakšne so. So lepe, so čiste, so pravilne, ali smo pustili packarijo za sabo, a ne? Prav je, da sledimo velikim, prav je, da sledimo zvezdam, prav je, da sledimo temu, čemer so mojstri sledili. Vendar, resnico lahko razumeš šele takrat, kadar pogledaš svoje sledi in se lahko preveriš, kakšne sledi spuščaš za sabo. Sam sebe preveri, ali si dal od sebe lepo stvar. Želiš, da tvojo sled kdo vidi, ali bi jo želel najrajš zabrisati. Ja, mnogi za sabo puščajo umazane sledi, zavajajoče sledi, smrdljive ali sladko dišeče v napačno smer. Ne? Zavajanje in odmikanje od bistva. Torej, sledi samemu sebi, svojim sledem, preveri, da je sled, ki jo puščaš, prava, ker če bo za tabo nekdo korakal, da ne bo prišel v zmoto. Evo, to je pa tist, ki pravim, dajte kaj od sebe, pa bomo videli, kam paše kdo, pa bomo tudi lahko naredili kakšno korekturo, dokler pa v bistvu delimo vsebine drugih, tam pa ne moramo kaj dosti vplivati ali pa pokorigirati nikogar. Še ena stvar pri delitvah, pri zapisih je, jaz sem vam večkrat rekel, veste, v preteklosti so bili fact-checkerji zelo aktivni, zdaj je tega bistveno manj. Ampak sem že takrat jaz opazil, da fact-checkerji se zataknejo v objavo, ki jo delimo od nekoga drugega. Če pa sem jaz sam napisal nekaj, takrat pa fact-checkerja ni bilo. Nikoli, never. Zgodi se celo drugače. Če jaz objavim en zapis od kogarkoli izmed vas ali pa iz sveta, on doseže vidnost za cirka 50-70 reakcij. Če pa jaz napišem svojo objavo, potem pa dobi ta objava od 100 pa do 300, celo 400 reakcij, torej lajkov, srčkov ali karkoli. Ne štejem jaz svoje popularnosti s tem, koliko je lajkov, pa niti si na to ne devam kot neko čast, vendar mi je pokazatelj, koliko ljudem sem viden, a ne? Zaradi tega je prav, da Lucy, ljudje pridejo, ki jih je strah, pa Lucy to začuti na daleč. Samo. Lucy, v redu je. Ej, Lucy, v redu je. Lucy. Až to je tak čuvaj za znor. Aha, to. Je spustila, ni še. Čakaj. Dej, Lucy, v redu. Sebe. Dobro, skratka, komu slediti svojim sledem, tisto, kar vi puščate za sabo, ozrite se na to. No, skratka, to vidnost, zelo pomembno je, da smo vidni, ker se pač ta matrični ustroj še vedno bori, kako bi preprečil, da se širi ljubezen. Ne morajo čist glih direkt prepovedati, ampak ni jim všeč, da mi govorimo o ljubezni. In vam priznam iskreno, moje video vsebine in Facebook kanal
oboje je tlačeno dol in ni vidno tako, kot bi si želel ali pa kot bi bilo smiselno. Nekako mogoče bi mogel res narediti, kako se speče kruh, pa vam slikati drsanje, pa to pa bi bilo pol bolj zanimivo, pa bi on pogruntal, da to ni sporno. Dokler pa govorim o tem, da bodite vi in da nehajte uporabljati laž, pa to on skriva dol, ne, vi kar uporabljate laž, to je super, to je naša strategija, ne se zdaj zabavati, da nas bo kdo dubil na laži, ne, to je pa ne. Seveda, tisočletja je svet funkcioniral na osnovi laži in seveda zdaj mi smo začeli to prepoznavati in valjda je panika v moštvu, kaj ne? Seveda je. Nič hudega, mora tako biti, pride kakšen tak dan, ko pride resnica na plano in nikaj, ne, verjamem, nerodno je, zoprno pride. Dobro, smo zvezdice tudi mi. Vsi smo zvezdice zaspanke in zato je prav, zvezdi se reče star in čas je, da startamo, a ne? Da štartamo in štartamo kam? V mladost, ki je malo norost, ali v starost, ki je pravzaprav modrost. Užgimo oboje, mladost duše, igrivost otroka, ki je v nas. Saj smo slišali večkrat, ne pusti, da otrok v tebi zamre, ne dovoli. In valjda, kadar užgemo otroka, delujemo precej nezrelo, precej otročje. Seveda smo odrasli, vendar to deluje otroška navihanost. Istočasno pa je prav, da v to igrivost vzamemo sabo možgane in smo malo preračunljivi, da ne naredimo norosti brez veze, da ne naredimo greške, se poškodujemo sebe ali drugih. In da se iz teh igrc kaj naučimo. Sej otrok se preko igre nauči ravnotežja. Voziti kolo je igra. In skozi igro se v bistvu moramo naučiti, se najlažje učimo. In seveda, v svetu igral je neskončno modrosti, kjer lahko privlečemo en kup znan, spoznan, razumevan in neskončnega veselja in radosti. Res. Glasbeniki so nam mnogo teh stvari probali povedati, pravzaprav naše zvezde prebujene. Mi pa smo bili žal vsi zvezdice zaspanke in ja, čas je, da se zbudimo in kolektivno pokažemo, kaj pomeni biti ljubezen, kaj pomeni biti prevajalec ljubezni, kaj pomeni biti, kako čem reči, a veste, jaz ljubezen dojemam kot pretakanje, potoček, reka, potok, rečica, reka, pol je pa to že slab in pol pridejo niagarski slapovi. Ful tega. To je, a veste, moč niagarskih slapov, to je nekaj gromozansko velicga. Tudi moč reke vrti turbine, električne. In to, dajmo probati nekako si skozi to predstavljati, da v bistvu, če imamo zataknjene pretoke znotraj čakr, skozi čakre to teče, če mi imamo to zataknjeno v uni čakri primarni, kjer se ukvarjamo z jezo, lastnim obstojem, žalostjo in tako naprej, ali pa celo v drugi čakri, kjer se ukvarjamo s strahom, ne upamo se stopati korak naprej, ker kaj pa bo neznano, tle rabimo malo vere, da gremo v smer ljubezni, vere, da je to prav, da je to pravilna pot. In takoj, ko se odločite, da se boste naslonili na vero, torej tavate v temi in verjamete, da se ne boste zaleteli. In res je tako, vodeni smo vsi, takrat nas poprime sila vesolja in nas vodi. Seveda nas je ona vodila že celo življenje, nismo mi razumeli, kaj nam če povedati. Nismo znali teh znakov prebrati. In ko enkrat odpremo oči, pravzaprav to intuicijo, so znaki na vsakem koraku in jih nekako z vero in zaupanjem znamo jim slediti in jim želimo slediti, ker vemo, da so ta pravi. Ja, nekateri smo osamo iskali, drugi so ostali osamljeni in osamljeni. Nekdo je šel sam v Tibet, želel se je osamiti, tudi jaz sem hrepenel po osami in sem se načrtno osamil. Mnogi
so v žalosti globoki, ker so osamljeni. Upajo, da bi jih bližina nekoga osrečila. Pa temu nič izglih tako. Dokler človek ni sam sabo zadovoljen, je v bistvu ta bližji, ki bi prišel v bistvu samo napajalnik, kamor bi se taki je osamljen rad priklopil. In pravzaprav osama pa osamljenost sta dva različna pojma. Jaz nikoli nisem sam, šele kadar sem sam, sem srečen, ker sem v svojem svetu igral in se močno zabavam ob tem. Ne si bo, ali sem na kavi, ali sem doma, ali sem v posli, ali sem v naravi, kjerkoli. Jaz nikoli nisem sam, nikoli nisem osamljen in nikoli nisem, bi rekel, zaradi tega, ker sem sam v minusu. Kontra, v plusu sem, polnim se takrat. In dajte razumeti osamljenost kot prednost in življenje vas je osamilo zaradi tega, da boste našli nekaj. Ne zato, da boste žalost vklopili. Zakaj se mi je to zgodilo? Ne, zato, da se boš najdel sebe. Spet Deli in Vlada izpada pa v njihovo kategorijo. Seveda, hobiti se zelo veselimo druženja s sebi enakimi, in tudi to zelo radi počnemo na teh naših piknikih. In Deli in Vlada je bila njihova filozofija, da so nas razdelili. In tam smo pa mi ostali brez svojih ljubljenih. In je bilo osamitev strani sistema je bila načrtna. Vsi domovi za ostarele so načrtna stvar, da se človek distancira od svojih ljubljenih. Tudi vrtci in šole so iz istega vzgiba, tudi službe so iz istega vzgiba, da smo tam, ne tle, kjer želimo biti. Mi želje imamo čist drugačne, kot nam je ta sistem turil, valjda, oni so bili kontra temu. Dajmo poskrbeti, da nikoli nikomur ne želimo nič slabega. To ne smemo. Tudi sam nikoli ne želim nikomur nič slabega, kontra želim vsem vse dobro in nikoli ne probite razumeti, da komurkoli direktno razlagam skozi video vsebine kaj in kako, čeprav se marsikdo sliši, marsikdo ujame, kada bi rekel, joj Matej, pa to si zdaj ti govoriš meni. Jaz to slišim o istem videu od 5 ljudi, Tako da ne razumete, da to je vaše ogledalo. Jaz samo postavljam stvari na plano in nekatere stvari se strinjajte, pa so krasne, so vam lepe, nekatere vas pa bolijo, ker sem tudi pičuke noter, kjer v bistvu vi nekaj še imate za porihtati, za stisniti ta mozol, in kar dejte ga. Veste, sej mozol boli prej, boli tudi, ko ga stiskaš, ampak potem pa je odrešitev. In prav je tako, dejte se odrešiti teh bolečih mozoljev. Nekdo je dodal na to mojo izjavo, samo mora biti mozol zrel za stisniti ga. Dragi moji, človeštvo je že davno. Imamo vsi zrele mozolje, več kot zrele, ni treba nič več čakati, da še kaj dozori, stisniti jih je treba, in enkrat za vselej počistiti to gnojno rano, vendar tega gnoja ne zlivati na druge ljudi. Jaz sem svoje jeze dal iz sebe, če bi jo dal ljudem v ksiht, bi bil jaz v polju ali pa v zaporu. Prav? Dajte to v naravi, dajte to narediti sami s sabo. Zdaj pa smo spet pri koroni in kronski čakri in pri distanci ter izolaciji. Razumemo? Upam, da ja. Čakaj, gremo naprej. Vem, da nič ne vem, vsi so boljši. Ti si hud, ne. Vem, da nič ne vem in nekako mislimo, da so vsi od nas boljši. Torej sebe damo malo nižje, ker vem, da nič ne vem, ker drugi so boljši. Pa to ni res. To je mantra, ki jo zabijemo v betino svojo. Mi
smo za nas najboljši. Torej, jaz sem zase na tem svetu najboljši. Nihče ni toliko hud, kot jaz za sebe. Za tebe si ti najbolj hud in nihče drug. Zdaj lahko si podelimo mnenja in razmišljanja, vendar vsak sam daje v svoje življenje, ki ga je preživel, doživel, izkusil in doživel neke veščine, vsak sam s to mojo besedo lahko implementira v svoje življenje. Ali jaz, katerokoli besedo, ki mi pač pride nasproti, je moja naloga, kaj bom z njo naredil. Ne? In mi smo imeli Tonci med sabo na Pop TV en tak trik, dober si. Pa je bil odgovor, ne, ti si dober. Ne, ti si hud. In tako smo se drugega ne vede skozi dobro zajebancijo, drugega vzpodbujali in v bistvu verjeli, da smo in resnično smo bili dobri in tandem in delali smo stvari tako, kot se zagre v svetu, ki smo ga pač obvladali. Ne? Torej audio inženiring, ne glede na nivo, kdo kaj, je vsak svoje delo obvladal. To je eno in drugo, kar je, bili smo res konkretna ekipa. Tisto, kar pravzaprav v današnjem svetu valjda vsi močno pogrešamo, ampak ja, najprej smo osamljeni, smo v osami, da se izgradimo in potem pridemo nazaj, ozdravljeni vsi skupaj in bomo vsi pozdravljeni, a ne? Pozdravljeni bomo prišli skupaj in se bomo snidli in se bomo veselili in kaj dobrega snedli, a ne? Absolutno ja, čas novega sveta, ki izhaja iz ljubezni, je pred vrati in mnogi izmed vas že dotikate ta svet zaradi dela, ki ste ga naredili na sebi. Pa smo spet pri delu. Ja, stran je treba dati tisto, kar mi nismo. Samo to. Odstrani vse, kar nisi in I am who I am, sem to, kar sem kdor sem in sem who. Man, I am who I am. Who pomeni bitje svetlobe. Ja, who form of light. Oblika svetlobe. In mi smo v bistvu energija, ki ima telo. Ima tudi roko, ima tudi glavo, ima tudi možgane in tudi dušo. Ta I am, ta who. Ne? Seveda, priklopljeni smo na duh. Čist simpel igra besed, dajte se poigravati tudi sami. Jaz sem, bom rekel, v zadnjem času res mnogo teh poigravanj z besedami, preko tega prišel do mnogih takih zanimivih izpeljank. Veste pa, če bi jih zdajle mogel ponoviti, jih težko najdem. Ja, mi smo prvi program, sem si zapisal tlele kot naslednjo alinejo. Ja, mi smo prvi programming, mi smo prvi. In smo bili sprogramirani, ja, in smo se tudi deprogramirali iz uma v srce. Smo stopili in začeli verjeti in delovati na osnovi intuicije. In lahko rečem, da je tisto, kar je v Sloveniji najbolj informativno, a ne, kar je najbolj kompetentno, kar je bilo in naj bi bilo, je prav prvi program Radia Slovenija. Tukaj bi mogle biti najbolj objektivne informacije o tem in onem, o dogajanju na slovenskem prostoru in širše. No, in če povzamemo vlogo, kako pomemben naj bi bil, oziroma je bil prvi program Radia Slovenija 1, potem lahko zagotovostjo trdim, da naše izjave in naš doprinos razumevanju dogodkov, ki se dogajajo okrog nas na objektiven način, smo prav mi. To je tisto, pa smo spet nazaj, ne? To je tisto, dajte kaj povedati, dajte kaj od sebe, dajte povedati, kaj ste spoznali, dajte napisati, kaj ste dojeli, dajte slikati slikco, kaj ste lepega naredili, a ne? Mi moramo širiti ljubezen, do zdaj se je širil strah, mržnja, nestabilnost, kaj že, nesigurnost, še nek. Nimam, beseda mi je pa ušla, pa nič hudega. Zavedaj se predvsem vsak dan, da si ljubljen, da si ljubljena. Od koga? Tudi od mene, vsak izmed vas. Ampak
to ni nič. Tista veličina ljubezni, ki se pretaka v vsakega izmed nas, ki je nam poslana strani tega duha, ali pa dajmo reči naših angelov, ali pa Boga, ljubezni, univerzuma. Univerzum vse nas močno, močno ljubi in nam želi vse dobro. Vendar mi moramo ta zemeljski grešni svet umakniti. Da ne padamo v skušnjavo, da ne padamo na trike, ki nam jih ponuja lažnivi svet. Mnogi so se ujeli v zanke tega matričnega sveta in so ujeti v lastno bolečino, ujeti v lastno žalost, ujeti v lasten strah in so opeharjeni ljubezni zaradi lastnih grešnih dejanj. V preteklosti seveda. In treba si je stvari priznati, ker zaradi tega, ker smo vsi ljubljeni, nam je vsem vse odpuščeno in oproščeno, le še sami sebe moramo pogledati v ogledalo. Tako, če smo rekli svet igrala, je tudi naše učno polje. Tam se mi mnogo naučimo. Vse to sem prej že nekako zaobjel, da se skozi igro učimo in treba se je res, ideja je povabljeni vsak, da se preda ljubezni in to je naše res naravno stanje, mir in pretakanje ljubezni, vendar nam je sistem prekinil te tokove in nas zapeljal na svoje mline. No, to zdaj, če mi rečemo, jaz imam tok in bom jaz rekel, kam bo tok šel, tle se pa svet mal obrne na glavo. Ja, evo, srečati se boste mogli z nelagodjem, tudi sam sem se, ni vam potrebno tega nelagodja deliti v svet, absolutno pa morate nelagodje dati sebi, oziroma pokazati sebi, srečati se s tem in dokler se boste temu umikali in izmikali in želeli umakniti na strano ali pa pokriti pod preprogo, napredek ne more obstajati. Tako da, ja, to nelagodje kar dejte na plano, prej, ko se boste zrihtali, prej boste vdahnili svobodo, von svobode in občutek neskončne ljubezni, ki gre in gre. Jaz si želim narediti en video z ljudmi, ki so prebili, ki so stopili v zadnjem času v ta svet, o kateremu tako vneto razlagam, zato da bi nekje dokazal, pa ne ni dokazovanje prava beseda, da bi nekje pokazal, zakaj je smiselno se srečati z nelagodjem, očistiti sranje stran in reči, nočem tega, želim živeti. Vse do zdaj smo bili mrtvi. Ja, mrtvo smo bili. Bili smo živi mrliči, bili smo zombiji, mi smo delovali iz delovanja matričnega sveta, naučenosti, tako pač je, kaj pa češ, vsi delajo tako, ne moreš ti zdaj nič drugače, kaj pa boš, saj nič ne moreš in tako naprej. Bili smo pač res mrtvi in res si želim, da bi zastopili, zakaj je vredno stopiti ven iz teh jajc smrdljivih, katere smo se rodili. Da smo se rodili v matrico, nismo krivi, nismo odgovorni. Smo pa odgovorni za to, da iz nje izstopimo in delujemo pravilno. To pa je naša odgovornost in ne morete reči, ti si kriv, ker jaz to ne morem, ti si zdaj kriv, ker si me prizadel, zdaj sem pa jaz, žalosten zaradi tega, ker si ti enkrat nekaj to rekel. To je zvračanje krivde na druge, nehajte ga srati. Ali pa je šef kriv, pa je na cesti kriv, stari, ti si vsega odgovoren, ti si se odločil, se boš razpizdil na cesti ali boš rekel, tako je, kaj čem zdaj, na PC-ji, poglej, kako delajo, ti banda smrtljiva. In mi lahko svet opazujemo, kako deluje in prav je, to je tisto, ki smo rekli, moramo poznati oba pola, opazujte svet. In boste videli delovanje negativcev, pa koliko jih je, pa kako primitivno delujejo. In ko boste njih prepoznali, boste rekli, čak sem malo, to pa nisem jaz. Pa to oni niso ljudje.
Res je, se nimajo ne vesti, ne duše, ne razumevanja, ne spoštovanja, to ni v njih, tega pač oni nimajo. Mnogi so pa ste svoje duše tako pokrili, da ste se kar nekako znormalizirali z njimi, sej pač vsi tako počnejo. Njih brez duše je večina in ljudje so se priklopili brezdušnemu delovanju. Se zastopimo, to je večina, ki gre v napačno smer, kontra človeštvu in kontra ljubezni. Dolžnost je, da poskrbimo za druge, naše, to smo že obdelali, in sledi tistim, ki vidijo, in ne tistim, ki ponavljajo in vedo zgolj naučene stvari. Modrosti se ne da naučiti iz knjige, mene lahko kdorkoli kopira, mene lahko kdorkoli deli, čeprav to ne radi počnete. Ne more pa nihče kopirati moje energije. In zdaj, ker pogledate malo krog, komu je še zaslediti, pa vidite, kako energija funkcionira pri ljudeh, ki delujejo iz vzgiba naučenosti. Jaz sem rekel, ne more biti nihče iskalec resnice oziroma govoriti o tem, da želi pomagati, če pa ni omenil besede narcizem, če ni omenil besede non-playable character, NPC. Ne bo šlo. Tisti, ki ne uporablja tega, sej sem vam že, kdo so farizeji, dajte biti pozorni na to. Ne bom z besedami, ker nikoli ne želim nikogar direktno oblatiti ali pa soditi, ker to ni moje, opazim pa svašta. In ker opazim, vas lahko opozorim tudi na te stvari in vas opozarjam. Zato, ker vam želim dobro, da ne boste padli v past. Tako NPC se da tudi deaktivirati. In narcizem se da deaktivirati na način, da ga prepoznamo. Takrat, ko ga prepoznamo, ga spravimo v resnico in ga uresničimo in takrat se igra konča. NPC deluje na principu laži, deluje na principu vse, kar je nam naravno in prav, oni naredijo narobe. Naredijo kontra in degenerirajo. LGBT plus Q je stvar, ki ni normalna. Mi imamo moški in ženski spol. In zdaj jaz razumem, da obstajajo tudi ljudje in ne obstajajo, osebno jih poznam, ki svojo srečo ali pa razumevanje najdejo pri istem spolu. Tudi razumem zakaj. Vendar ti ljudje ne hodijo na barvaste parade razlagati, se oblačiti v klovne in skakati po ulicah in otrokom razlagati, kako je biti maškara, moški oblečen v žensko, da to je pa the best. To ni normalno in to spada v kategorijo LGBT. In LGBT je sicer stara stvar, ki je združevala geje in lezbike. To, kar so zdaj naredili iz tega, pa tudi približno ni več to, kar je bilo v osnovi namen, in tudi približno ni normalno in tudi približno ne moramo dovoliti normalizacije nenormalnega. To nima veze z ljubeznijo nič, to je degeneriranje ljubezni, tako kot je porezati vrhove drevesom v mestih. Malo se ozrite, vse vrhove so porezali. Zakaj že? Zato, da ni naravno, zato, da je grdo, zato, da v bistvu te srce boli, ko to zagledaš. Tako da ves čas probajo res uničiti vse, kar je lepo in vse, kar je naravno, vse, kar je živo. In kdo uničuje živo? Ja, tisti, ki življenje sovraži, ki pravzaprav je mrtev znotraj sebe, ki je svojo dušo zatavšal in dela tako, kot delajo vsi, torej kot NPC-ji. NPC-je je treba uresničiti, jih deaktivirati in jih soočiti z resnico, da pač to, kar govori, ne drži in pika stop. In takrat se tudi oni umaknejo, ker ne želijo biti prepoznani. In to je tisto, kar gledamo po mestih, da so mesta bolj prazna, da se ljudje ne upajo srečati s pogledom v oči. Precej tega jaz opazim direktno in indirektno. Pa mislim, da se z mano strinjate. Moraš imeti prižgano dušo,
Tako, dušo je treba prižgati, iskrica je v vsakem, treba je, da se usplamti plamenček, oziroma da teče tok. Iskro pa vsi imamo, noter ja, in močno poškodovano, pokrito. Nismo se upali stvari povedati o sebi. Ko smo o sebi kaj povedali, kaj občutimo, smo navadno dobili še po klamfi, zaradi tega se nismo upali niti stvari dati iz sebe. Vse ok, čas je, da se odpremo, ker se lahko odpremo, ker negativa nima več take moči, kot jo je imela. Pa boste rekli, ja, Matej, lahko tep, ne, kaj pa jaz, ki živim v narcističnem odnosu. Ja, tudi vam je dovoljeno postaviti jasne meje. Meja je meja, do tukaj pa stop, več ne gre. Kaj pa če še malo tako? Ne, tle je meja. Kaj pa če pa ne moreš tako? Lahko je še malo tako prestavim. Lahko te pa odrinem, a ne? Tako. In jasne meje moramo imeti povsod nainštalirane, povsod jih hočejo premakniti, vendar točno premikanje naših postavljenih meja nas je naredilo pravzaprav nesrečne. Nismo uveljavili svoje volje, ampak smo uveljavili voljo nekoga drugega. In mi smo v življenju vedno devali v ljudi na prvo mesto, sebe pa pol na drugega. Ampak dopoldne si dal na prvo mesto nekoga, pa popoldne nekoga drugega, zvečer pa še nekoga tretjega in ti si bil čist kos od zadaj, namesto da bi bil od spredi. Pa si pa rekel, zdaj pa jebite se, zdaj pa po moje, si bil pa takoj označen kot egoist pa narcis, pa si pa kako že samovšečen, pa kako že egoističen, ne? Ni res. Na tem svetu, v mojem univerzumu sem na prvem mestu in v jedru univerzuma jaz. In to velja za vsakega. Vendar NPC-ji želijo, da so oni bolj prej kot mi. A ne? Banda. To so pijavke, ki točno to je njihov namen, zato so ustvarjeni, da nam brcajo kolena, da nam mečejo polena pod noge, da nas pri našem biti, pri našem biti v osnovnem stanju miru in ljubezni, da nas pri tem uverajo. Zavedajte se tega. Ja, obtoževanje drugih in obtoževanje sebe je ena izmed stvari, ki jo morate dati iz sebe ven. Nima smisla se obtoževati za neke stvari, ki so se zgodile. Nikamor ne boste prišli z obtoževanjem ne drugih, ne sebe. Morate prevzeti odgovornost za lastna dejanja in če spečete kruh, ne, če ste ga zažgali, kdo je zdaj kriv? Pečica, elektrika ali unka te je klical? Ne, ti si kriv. Ne moreš reči, pizda, zakaj sem klical, ti si kriv, ker sem kruh zažgal, da sem kruh zažgal. In tako gledam svet, bi rad tako nekako funkcioniral, tako ko grem v cerknico, pa vidim, da kako bi radi mi natrosili, ne, kaj vse sem jaz njim hudega naredil, ne, zato ker jim nisem dal, ne, oni pa tako rabijo mojo energijo, jaz jo pa nisem dal, kakšna sem jaz svinja in baraba, ne, pa še upam reči, odpel se mi izpred mojega obličja, ker si svinja, ne, ker to je že 20 let tako, si svinja in bejš, jo pa kaj si, bejš, ne, jo pa ne moš tako, bejš, da te ne vidim, ne. In mi je všeč, ko s tako močjo to lahko rečem, pa pride grožnje, ja pa boš jo videl, pa ja bom videl, ja, ti ne boš nikoli videl sam sebe, ker se ne upaš pogledati niti v špegu, da bi sam sebe pogledal. A veste, s kako močjo jaz sem začel ljudem dati v fris, ker enkrat je dosta, veste, jaz sem zelo prijazen človek, ampak nekje pa pač pridem do točke, kje pa dosta, da jebi se, dosti, ajde. Idemo dalje, jaz imam sebe v svojem svetu, sam sebe, čist za dost in ne rabim nikogar. Zelo uživam v družbi pravih ljudi, pijavke pa niti ene ne rabim in sem jih sposoben gladko ignorirati iz dneva v dan bolj, zaradi tega, ker imam samozavest izgrajeno, ampak ni se to pržgalo čez noč. In to je journey, se reče, to je potovanje, izgradnje samega sebe. Ne obstaja čarobna palčka, ne obstaja, da pridete hmen, pa boste prišli do mene v pizdi, od mene boste šli pa super. Ni šanse. Imeli boste lahko kakšno spoznanje več, če ste se pripravljeni učiti, ne pa mene modrovati, kaj jaz moram. V tem primeru boste lahko dobili kar nekaj alinej, a ne, nekaj istočnic, na katerih boste lahko
lahko sami pol delali. Ne? Jaz sem samozavesten, bolj kot včeraj in bolj kot predvčerajšnjim. In predvčerajšnjim sem bil bolj samozavesten kot pred enim tednom. Torej, samozavest se gradi, stoična drža se gradi, moja modrost in komunikacija z ljudmi je izgrajena, ni užgana. Je užgana, potem pa dodelana. Kako že vaja dela mojstra, mojster mora pa vaja delati, zato da v bistvu vse zmasterizira. In to velja za vsakega v vsakem segmentu. Pa naj si bo, spet lahko pridem do kruha, tudi prvi kruh moj ni bil v redu in tudi prva oddaja je bila čist nekaj drugačnega, kot so oddaje zdaj. Ker nisem vedel niti kaj je prav, vse še zdaj ne vem, vem, prav je, ker delam iz vzgiba ljubezni in tja spodbujam tudi vas. Ne morete videti, koliko je jaz, ker to imam svoje veščine, nisem igral harmonike, flavte ali kitare, sem nekaj malega, ampak niso to moje primarne kvalitete. Vi imate svoje primarne kvalitete in dajte jih poiskati, katere so, predvsem jih boste najdli na osnovi tega, da jih počnete radi, da ste jih počeli radi. Užgite to še enkrat in znova in spet in znova. Pritiski prihajajo do nas, da nas pripeljejo kam? Do točke preloma, do točke preboja oziroma dokler se nam ne sfuka do konca, tako po domače. Ti pritiski prihajajo strani okolice, situacije, prinesejo to, jih prinaša matrica, matrica jih prinese, vendar so vse to pritiski, ki jih ustvarjajo naši angeli, naš duh, naš univerzum, nas rine k točki preboja. In bo rekel, boš padel čez prepad ali se boš postavil zase. Boš stegnil kremplje zdaj, ker sem te v kot pripeljal, ali boš klonil. Ne? Evo. Če vas boli, morate stisniti mozolj in univerzum vas sili v to, da ga stisnete enkrat že, pa zaživite končno, da umre tisto, kar ni živo, tisto, kar ni resnično. In mnogi izmed nas, tudi v preteklosti, tudi jaz, smo živeli v izmikanju pred samim sabo, v uporabi laži, v nevednosti, tudi zavedenost. Zdaj moramo priznati, da v zadnjih 3 letih smo pogruntali, kako sistem deluje, malo smo si zdefinirali, kaj so narcisi, kako funkcionirajo in da v bistvu smo vse prevečkrat na prvo mesto dajali druge na mesto sebe. Tako, mnogi ljudje ste in so se odpovedali ljubezni, dokazali so to z dejanji, ne? Da so dali pocepati svoje otroke, da so svojim otrokom natikali maske. Pa to je čisti dokaz odpovedati se ljubezni lastni. No in slaba vest zaradi tega, ljudje so se po večini odpovedali ljubezni. Ne vem čisto točno, kaj sem si tlele, še mi je v glavi šumelo, da sem si zapisal. Je pa naslednja alineja, ki pravi slaba vest zaradi imeti se lepo. Torej, veste, vzeti si en cel dan zase, ali pa en cel teden, ali pa eno celo leto si vzeti zase in se imeti lepo, tako kot meni paše, tako kot meni odgovarja. Zaradi tega smo dostkrat imeli občutek krivde. Poznate? Zdaj sem pa že 2 uri zunaj, bi pa že, ne? Pa. Občutek krivde je narejen v nas takole, tik-tak. In ta občutek krivde 3 minute. 3 minute ga imate v glavi in že ga ponotranite v svoje čustva in v svoje telo in vsaka vaša celica je objeta z občutkom krivde. 3 minutke. Zato toliko besed o tem, negativna misel je prišla. Čez ramo, nemudoma. Ampak si jo mogo zaznati. Reči, pa prasci, pa ovo, pa ti lahko zdaj to melješ. In če znaš svoje misli opazovati, rečeš, čakaj, kaj mislim jaz zdaj? Negativno misel imam, pa da bež ga srat, stari. Ljudje so krasni, so zaspali, so ranjeni, vozijo s sabo
travme, kolektivne travme iz preteklosti, cikle, generacij, ki so bile zavedene. Mi smo tukaj, da jih presekamo ta gordijski vozu in rečemo, dosti je. Zdaj, jaz zase sem to naredil, nisem edini, smo v procesu masovnega, kitajskega nezemljane vesolja še nista videla, da se prebudi vse, kar se prebudi lahko in umre, kar se prebuditi ne more. Tukaj smo. Bomo priča mnogo smrti, mnogo izginjenju, ampak to že počas nas ne trigira, ker smo že nekaj naredili na sebi in nismo čustveno navezani in smo marsikatero čustveno rano že zakrpali in znamo delovati prav. Ne? Se nas stvari čustveno ne dotaknejo, ne čustveno reagirati na stvari. Ok, tudi poročila so 3 minute dolga, ne? To sem včeraj napisal, zato da lepo v 3 minute lepo to mi ponotranjimo. Tlele sem napisal, to je sila. Ja, to, o čemer se pogovarjamo, ta tok, ta rečica, potok in Niagarski slapovi, to je sila. Zdaj jaz upam, da ste jo zaznali skozi moje videe, koliko moči in odločnosti stoji za tem. To ni fake, ker ne more biti fake. Ne? Lahko se nekdo nauči glumiti to, sam ne bo šlo prav dolg. Ne? Evo ga, Bohemian Rhapsody. Ne? A je to Escape from reality, ker je iluzija. Odpri oči, poglej v nebo in videl boš. Oja, videl boš stvari. Jaz opazujem, močno zelo opazujem svet okrog sebe, seveda opazujem tudi statistiko, seveda opazujem tudi kdo, kaj, kdaj, kje zapiše, kdo piše v spodbudo in kdo negera, kdo mi proba pamet soliti in kdo proba moje zapise obrniti na glavo in biti bolj moder od moje modrosti na mojem zidu. Dočim na svojem zidu pa nima nič napisanega, pri meni pa ja. Pri meni je pa super pisati, predvsem kontra temu, kaj sem jaz povedal. Naj še enkrat opozorim, jaz znam zelo močno opazovati na vseh nivojih in ko enkrat užgeš ta opazovalnik, opazovalnico, opaziš svašta. Opaziš nevarnosti, opaziš pasti, opaziš znake in opaziš način delovanja. Torej znam opaziti, kako deluje tema, da lahko delujem kontra in delujem tako, kot deluje svetloba. Tudi vas bi rad malo vzpodbudil, da ste malo pozorni, kdo, kje, kaj, kako zapiše. Pa super bi bilo, da pogledate sami, kaj ste zapisali, preden stisnete pošlji ali pa objavi. Torej vejca, pika je tole, kar sem zapisal pozitivno, negativno, to bo ta moj zapis doprinesel že zapisanemu ali bo degradiral zapisano. V tem kontekstu opazujte druge in sebe, jaz opazujem zelo, opažam tudi kdo, kaj, kdaj deli, katere vsebine radi delite, katere vsebine nočete deliti, katerih se bojite, kdaj komentirate, v kakšnem številu, kdaj kaj gledate. Imam te neke orodja, statistike, pa ne zaradi tega, da bi komu kaj ferbcov ali karkoli, ali pa bil control freak, ampak zaradi tega, da lahko vidim odzive, kaj je smiselno in kaj ni. Najprej te oropajo, tako močno te oropajo, da zmanjka zate. Česa te oropajo? Ja, seveda, ljubezni, energije, življenjske, tega čija, prane, radosti, veselja, ljubezni, tega te oropajo do te mere, da zate zmanjka. In pol, ko nimaš več, da bi kaj dal, ti zamerijo, ker jim ne daješ več, ker je zmanjkal. Požrli so z mize vse in pol si ti kriv, da pizda, kje je pa zažrt. Tako nekako deluje ta svet in ima, da jih odjebete čim prej izza svoje mize, da jih date na distanco, hopa,
je tukaj hrana, ampak bom jaz dal tebi eno žlico, pa tebi eno žlico, ne boste šli s svojimi lopatami po mojih skledah. Imamo prispodobico, čuvajte se, vsi bi žrli, dok ste, bolj ko svetite, bolj ko ste lepi, bolj ko ste v ljubezni, bolj ste jim privlačni in bolj bi grabli. Sam ne smete dopustiti, morate imeti svojo. Sej ne rabite imeti kalašnika v roki, da se branite, samo ne in mora biti odločen. Tudi reči, da ga ne rabite, samo bi morali tle not obstajati, ne dam. To je to. Med svojo rastjo, ko sem jaz se poberal, oziroma ko sem se jaz prebujal, sem vam posnel moj proces prebujanja skozi 1 leto pa pol in 1 leto pa 8 mesecev. Zdaj mislim, da ta moja procedura, ko sem se jaz prebujal, sem med tem procesom pomagal vam razumeti in v bistvu sem sebe dal na pediestal in rekel, tole gre takole. Ne? Vidim, mnogi se še vedno skrivajo, pa pravijo, joj, pa to moram, še pa uno moram. Dragi moji, če bi resnično delali na sebi, bi bili na to na nek način ponosni, veseli za spoznanje in bi ga želeli deliti s svetom. A ne? Pa ni to čist glih tako, ne? Ta procent je še vedno majhen. Ok, sej se veča, sej se strah umika, to sem vse opazil že. In je več lepših stvari, ampak še več jih mora biti. Mi moramo poplaviti ta usran Facebook vseh laži, ustrahovanj in zavajanj. A veste, koliko linkov meni ljudje pošljajo? Poglej to, poglej ovo, poglej to, informiraj se o tem, fuck you, jaz imam modrost in jo pijem. A boste nehali enkrat z linki ali ne? A treba koga klofant? Jaz sem lepo napisal, hvala, prosim, ne mi linkov pošiljati. Ker če bi povedal, kakor jaz mislim, jebi se ti tvoji linki kurčevi, preglej jih sam. Bi kaj dubu, da sem nesramen. In to sem dubu. Nekdo mi je napisal prasica prodana, ker sem mi napisal prosim ne. A ne, becijava. No, se sem jo zdaj, mislim, da sem jo blokiral v generali, ker je šlo predaleč. Hočem reči, doskrat ne smemo reagirati, kot bi si želeli. Zaradi tega se je treba ugrizniti v jezik, prešteti do 5 in povedati lepše. A ne? Ljudem, ker prizadeti so zelo radi, nemudoma. In če kaj, sem se odločil, da jaz ne bom nikomur dal povoda, vzvoda, da je prizadet. A ne? Jaz ne, to je moja naloga, to sem se jaz dal kot igrco. Nekdo mene piči in zdaj on pričakuje, da ga bom jaz nazaj mu dal, tako je on vajen. Nikoli ne dobijo tega, kar so si zamislili. Na provokacijo ne dobijo reakcije, kot so jo pričakovali. Od mene ne. In nimajo razloga, da mi očitajo svojo užaljenost, svojo prizadetost. Meni ne. Bodite previdni tudi vi, sami, pri temu. No, skratka, jaz sem ja, medtem, ko sem se sam prebujal, pomagal tudi vam in želel bi, da ste tudi sami do ljudi enako dobri, enako nesebični, enako brezpogojni, brez pogojevanj dajete. Jaz dajem brez pogojevanj, ker če bi na pogoje deloval, bi bilo kaj drugače. Mogoče bom z novim letom kakšne stvari mal spremenil v odnosu do širše publike. Normalno ne obstaja, ne vem, kaj sem si tle mislil. Nikoli nisi bil problem, ampak bil si rešitev, tako, to si zapomnite, vedno so rekli, da si pa problem, če bi ti kaj drugače, bi bilo vse drugače, tako pa ne, pa je tako, kaj je. Skratka, zavedajte se, da niste bili problem, ampak rešitev za ta svet in zaradi tega so vam metali polena pod noge, vas masakrirali, vas prizadeli, vam vsajali občutek žalosti, krivde, jeze, nesreče, ukradli so vam nasmeh, iskro v očeh, mer so vam vzeli, ljubezen so vam pobili, vse, kar ste imeli radi, so vtaknili v srane prste vmes in vam osrali, naj si bo glasba, vrt ali pa ognjišče. Meni so ga kar razbili, dup, ne boš ti ognja kuril, ker pa tako rad ob ognju spiš, doma ne boš več. Prav pa ne, bom pa drugje. Jaz sem vam pripravil kar nekaj slikic, ogromen, pa zdaj vam že toliko časa te slikce obljubljam, da zdaj pa je pa čas, pa da vam jo pa dam tole mojo kolekcijo. 35 slikic je, jaz upam, da boste tudi vi našli med njimi kaj.
Tale pravi stvari niso nič slabše, kot so bile, samo izpostavljene so, v bistvu postajajo odkrite na svetlobo in javnosti in mi moramo držati drugega tesno ob sebi in nadaljevati dvigovanje te tančice laži. Okay? To je tisto, skupaj smo nepremagljivi in dajte se zavedati te moči in to je tisto, kar jaz tako močno spodbujam. Dajmo se prepoznati, kdo smo, dajmo čim prej, let pa pol je že men, pa nas je peščica, halo, mislim, dajmo no. Everything is energy, vse je energija, vaše misli, pri vaših mislih se ta energija začne prožiti, vaša čustva jo to energijo pojačajo, vaše akcije k temu, torej prvi koraki, ki jih naredite, pa močno povečajo ta njen navor, moment. A ne? Torej, pri mislih se vse začne in že misel je energija, emocije so energija in tudi akcija je energija, največja. Torej, delovati v smeri narediti kruh, a ne? Tako nekako. The wound is the place where the light enters you, pravi Rumi. Rana je pravzaprav tisti del, kjer svetloba vstopi vate. Torej, bolečina ni vedno bolečina zato, da boli, ampak je zato, da tam pride svetloba noter, tam vi zaznate, da prihaja v vas. Tudi tam skozi rane je bila tudi ukradena ven. Zato pa so rane bile narejene in rane so ustvarjene za dve plati ima kovanc. Ni vse slabo, kar na prvi moment zgleda, in ne obsojajte prehitro. Če vam ni jasno, kako je z obsojanjem, imate krasen film Koliba, napišete v YouTube Koliba film, slovenski podnapisi. Lažje ne more biti. Kadar se pritožujete, naredite iz sebe žrtev. Pustite situacijo, spremenite ali pa jo sprejmite. Vse ostalo vmes je norost. Torej, sprejmi ali spremeni. Nič drugega, ne argumentacije, ne filozofije niso smiselne. Premlevanje pa razčiščevanje ne peljem kamor. Sprejmi ali spusti, edijo, druga opcija ni. Nekatere poti, morate narediti sami, moramo prehoditi sami, ne s familijo, ne s prijatelji, ne s partnerjem, samo ti in univerzum. Torej, v lastni glavi, ne da misli vrtijo. Misli so samo računalnik, ki mora opazovati to veliko banko podatkov modrosti, ki je skrita v univerzumu. Nič ni skrita, tam je in čaka, da se jo dotaknemo, ali vendar s čistim srcem. It's all about frequency and vibration, some feel it, some don't. Vse, kar je, se pogovarjamo o frekvenci in vibraciji, nekateri to občutimo, nekateri pa pač ne. Seveda ne, če pa nimajo konektorja za občutiti nikaj. Samo tisti, ki so bili močno poškodovani in prizadeti, pravzaprav zlomljeni, vam bodo lahko ponudili košček duše, zato ker vejo, kako je počutiti se, kadar si razsut na koščke. Ja? Tisti, ki so vas razsuli na koščke, vam ne želijo pomagati, da se sestavite. Torej, pomagal vam bo pri tem samo tisti, ki se je sam sestavil. Torej, ne more vam nekdo, ki ne deluje iz nivoja srca, razlagati, kako se v srce pride, če pa ni v srcu, še vedno deluje iz čakre nižje. To je tisti, ki pravi, ne moreš ti k duhovnemu učitelju, ki ni razsvetljen. Kako ti bo pomagal? Glumice pa da en čas, ampak prav dolg ne. Life is a series of 1000 tiny miracles. Tako življenje je sestavljeno iz tisočerih drobnih koščkov čarobnosti. Zaznajte jih, pravi Roald Dahl. Ne poznam, ampak se strinjam, ne? Tisoče in tisoče drobnih čudežkov se zgodi, miracles can happen now and there, nam je zapel Rivis v komadu, v začetku 3. komad je bil Welcome to my world, torej dobrodošli v moj svet, čudeži se še dogajajo tu in tam. Ja, in res je tako, se strinjam s tem. Mnogi ljudje se obračate in probate, ovo je un je to, bi mogel to, kaj bodo uni, sam ljudje so zaspani.
Pustite to primer. Preberite sebe. Berite sebe, glejte misli, ki so prišle, glejte sporočila, ki so prišla, ki so namenjena vam, vaši lastni rasti in razumevanju lastnega sebe. Torej, beri sebe, ne pa drugih. Opazuj jih, kako delujejo, absolutno vsak je učitelj, vendar poglobite se izključno v sebe. The detour I sent you was actually an upgrade, pravi Universe. Torej, ko sem te zapeljal na popolnoma drugo pot, kot si mislil, ne, sem te pravzaprav poslal na upgrade, na posodobitev, na v bistvu dvig, na višji nivo. Ko pravi univerzum, sam po sebi. A ja, čudno, zakaj? Moraš iti levo, kar pa je levo, to je že prav. To je intuicija, tlej moraš verjeti. Ne moreš z glavo reči, joj, ne morem iti zdaj kaj noter, pol bom mogel se pa samim sabo srečati. Ja, sam pol boš dobil nagrado. Ne more biti najprej nagrada, pa pol nekaj. To je satanovo delo. Najprej nagrada, pol pa naredi nekaj proti človeštvu. Ja, in to počnejo logarce in vsi ostali drekači, morilski. Your uniqueness is your magic. Torej, vaša unikatnost je pravzaprav vaša magičnost. Točno to, da smo unikatni, nas dela unikatne in čarobne. Nihče ni tak kot nekdo drug. Kaj je delala ta matrica, kaj je delal sistem? Vsi enako. Moraš tako, kot vsi ostali. Kdo je sicer najhitrejši tle, kdo je pisal petko, kdo se bolj hitro je navadil in tako naprej. Kdo je bolj ubogljiv? Aha, ta dobi bonbon. Sicer pa je bila strani sistema unikatnost ves čas zaterana in pošiljana v rikverc. Tako pač je. Ja, in evo, v množici NPC-jev in ljudi, ki sledijo množici in so del množice, v bistvu so povezani, pomešani s totalnimi NPC-ji, takole odpreti svojo barvno paleto srca, magične ljubezni je seveda neke vrste pogumno dejanje, nikakor ni pogubno, je pa nujno potrebno, če hočemo iti naprej in ta barva lahko špricne široko in to je tisto, kar se jaz trudim na svoj način, čim bolj široko dati od sebe, to, kar mi je dano. Tudi glasbeniki so počeli enako, ki so bili moji največji učitelji v življenju, in sem se fejst potrudil poslušati in razumeti, kaj mi želijo sporočiti. Razumeti sem želel. Zdaj tudi Kylie McEnany, torej mislim, da je od JFK-ja hči, ki je bila tiskovna predstavnica Trumpove administracije za časa Trumpovega predsedovanja. Ona je razlagala tam nekim novinarjem, jim je povedal, nekdo je nekaj vprašal, pa ona odgovori, pa on pravi, ne, sem to ne razumel, kaj ovo, še pod vprašanje, pa ona še enkrat lepo odgovori, torej tako. In ta novinar da še tretje pod vprašanje in ta Kylie McEnany odgovori, jaz vam lahko razlagam, kakor šte, ampak razumeti namesto vas ne morem. Tako nekako. Razumeti je treba stvari, da pa stvari razumete, se pa treba v stvari mal poglobiti. In tlele pravi, ne moreš imeti močnega karakterja in živeti enostavnega življenja. Ne? Easy life, bubrek v loju. Ti misliš, da boš močan karakter, medtem ko boš bubrek v loju imel vsega polno rad in vse ti je prinešeno in odnešeno. A ne? Cena za eno je v bistvu druga. A sem razumljiv? Torej, močen karakter ni enostavno življenje pa ne naredi močnega karakterja. Imamo tako in zdaj cena ali, ne? Kaj hočem? Jaz, dragi moji, hočem močen karakter, neomajen karakter in nagrada za to je gromozanska. Ne? To bi vam tudi rad razložil, pa nisem edini. If you could erase all the mistakes of your past, you would also erase all the wisdom of your present. Remember the lesson, not disappointment. Tako, mi smo se dosti pogovarjali o tem, da je treba določene stvari pozabiti, spet druge se je treba spomniti in če boste zbrisali vse napake vaše preteklosti, potem boste zbrisali tudi modrost vaše sedanjosti, ker na preteklih napakah naj bi se kaj naučili, kaj ne. Zapomnite si lekcijo, ne pa razočaranje.
iz preteklih napak. Ok, se to sem že prej v videu nekako zaobjel z enega drugega kota. You cannot see your reflection in boiling water. Similarly, you cannot see the truth in the state of anger. When the water's calm, clarity comes. Ne moreš videti svojega odseva v vodi, ki vre. Podobno ne moreš videti resnice, ko si v stanju jeze, ko si v jezi. Kadar se voda umiri, takrat pride tudi jasnina, clarity, vidi se jasno in razločno in čista slika pride. Torej nikoli znotraj jeze ne iščete odgovorov, se razjeste, spoznajte v jezi kaj, potem pa sprejemajte odločitve, ko se umirite. Jaz sem se razpištolijo do dna. Če bi imel takrat kalašnik v roki, ne bi bilo dobro. In hvala Bogu, da ga nisem imel. Tok sem bil besen. Ne? Ampak ok, zdaj smo to dali čez in vidimo jasno in lepše in boljše. Sometimes you have to piss off people. Ne? Včasih moraš ljudi malo razjeziti in potem vidiš, kaj ti motherfuckeri v bistvu v resnici mislijo o vas. Spraviš jih malo v nelagodno situacijo, malo ti njih razpizdiš, pa vidiš, kaj ima oni o tebi dejansko mislijo, ko se pretvarjajo, da so tako prijazni. Jaz imam teh situacij kar nekaj, da ne govorim, s katerimi ljudmi sem mogel to rešiti. Pa ne bom, ker nima smisla kogarkoli, ampak ne malokrat sem prišel do tega. Ne? As long as the mind is seeking pleasure and avoiding pain, there cannot be love. Tako. Kakor dolgo v bistvu iščete vi pleasure, torej bom rekel kratkotrajno zadovoljstvo, da bi bilo vse krasno dobro in se izmikate, bom rekel, temu bolečemu mozolju, potem tukaj ne bo nikoli ljubezni. Prava ljubezen je, ko očistimo in je boleč proces, ja. Ampak kratkotrajno boli. Potem je nagrada za to bolečino tako zelo velika, da je za znort. Predstavljate si zobobol, ki boli, pa greš pa spult ta zob, no pol je pa v redu. Ampak tisti moment, ki ga puli, to je štala, kaj ni? Ampak greš tja zaradi tega, ker želiš, da bo pol boljš. Nekje prideš do točke in rečeš, zdaj pa to moram dati ven. V tem kontekstu, je kratkotrajno, je boleče in smiselno in nagrada je velika. Okay, tudi če nimaš zoba, boli pa ne. Have the heart of the lion, imejte srce leva, imejte kožo nosoroga in dušo angela. Okay? Srce leva, kožo imejte debelo kožo, ničesar ne jemljite osebno, nikoli. Imejte srce odprto in imejte dušo mehko, veselo. Veste, poznate angelčki bi jedli, če bi ritke imeli. Ampak nimajo angelčki ritk in je nam dano to zadovoljstvo, da mi to jemo. Ker angelčki bi tudi in angelčki so noter, v nas spet. To so prispodobice. Ja, they know what they were doing, they were just hoping you wouldn't notice. Mi smo rekli, ne deli se neumnega, ker jaz sem mnogokrat v življenju slišal, ja pa je star, ja pa tako je, pa včasih je bilo tako drugače, ovo, milijon nekih pizdari, na kar sem ugotovil, da oni točno vedo, kaj delajo, vendar to pokrijejo s tem, da ne vejo, kao, nič ne vem, ne vem in jaz se nisem mogel s tem sklapati, Torej, na slikci piše še enkrat, točno vejo, kaj so naredili in so samo upali, da ne boste tega nikoli spoznali. Okay? Se s tem popolnoma strinjam, me pa tudi zelo jezi, ker je kamera osvetljena, zdaj ni pa več. Ker bi videli, kako sem jaz to režil. V rožo sem utaknil list, pa je. Ne moš verjeti. Observe, never absorb, torej opazujte in nikoli ne absorbirajte sranja okolice. Svet je poln sranja in ga želi tisti gnojni mozol, bi oni stresli zdaj na vas. Ne bi ga oni stisnili stran, pa bi ga počistili, ampak bi še vam naredili, da še vi imate mozolje. Ne absorbirajte stvari, ker niso namenjene. In sojanje ljudi, obsodba, nikoli ne obsojaj. Torej, obsojanje ljudi nikoli ne definira, kdo so.
predvsem definira, kdo si ti, tisti, ki obsojaš. Ne tisti, ki ga obsojaš. V tem kontekstu zaradi tega ne obsojate nikoli nikogar. In včasih mora boleti zato, da bi vedeli, včasih moramo pasti zato, da bi zrastli in moramo včasih izgubiti zato, da bi lahko pridobili. Zaradi tega je največja življenjska lekcija naučena skozi bolečino. Pa smo spet pri bolečini. Največje življenjske lekcije smo bili naučeni skozi bolečino, vendar v večini primerov smo mi sabo nosili, boli, prizadeto, jaz sem žrtev, zakaj se mi je to zgodilo, nismo pa razumeli, kaj je bila lekcija tega dogodka, ki nas je bolel. Ne? A vam nekaj povem? Mene nič več ne boli. Ne, boli me kiki, kako je že rekel? Ne gane me, nič več. Ne, me je bolelo, ful, ampak to smo dali za sabo. Vas pa še bolijo stvari, dajte jih zdrsati ven, dajte že enkrat kaj v preteklost, tam se je to zgodilo. Spogruntajte, zakaj se je zgodilo, zato da boste postali stoična drža. Uklonili ste, zato ste pa dobili po klamfi, kaj pa je. In evo, zapis pravi, temačnost ne more umakniti temačnosti, samo svetloba lahko to naredi in sovraštvo ne more umakniti sovraštva, samo ljubezen lahko to naredi. Okay? Ko vas nekdo sovraži, vi ne morete njega še nazaj sovražiti, pa bo pol boljš. A veš, več orožja za več miru, ko so nam probali dotupiti Ukrajino, še več orožja, pa pol bo pa mirne. Mislim, kakva bedarija. In tu smo mi kar kupili, kaj ni logično. Ljubezen lahko reši sovraštvo in jaz sem vam že zavrtel pesem Vangelisa, kjer cirkus kriči, pa pride mama ljubezen, pa objame, pa je vse v redu. Pa so vsi, ki so bili tako žalostni, pa razočarani, pa so pa v redu. I forgot the question, ja, za mnogo stvari sem pozabil vprašanje, ampak odgovor je vedno ljubezen. Vedno je odgovor ljubezen na vse, ker ljubezen premaga vse. In energija je neuničljiva, samo pretransformira se lahko. In žal smo to našo ljubezen pretransformirali v jezo, strah, sovraštvo, zamere, v negativo. Sami smo to počeli, ker je množica tako počela, vsi so tako delali, zdaj moramo pa še mi. Ne? Ni prav, ni res tako. No, tle je tudi ena taka dobra karikatura. Ali te nič ne skrbi, kaj se bo zgodilo v letu 2024, mislim, to je cela zmeda. In tlele odgovori on, jaz mislim, da bo naslednje leto prineslo rožice. Res, zakaj tako misliš? Ja, zaradi tega, ker sejem rožice, eto ti, in jaz mislim, da bodo rožice. Torej, kaj sejemo? V jutrišnji dan sadimo danes, vendar plodovi niso danes, plodovi so jutri, v prihodnosti. Zaradi tega je treba v današnjem dnevu saditi energijo, misli pozitivne, energijo pozitivno, misli pozitivne, dejanja pozitivna in od sebe dajati ljubezen. In kaj lahko iz tega zraste? Sovraštvo? Ne, valjda samo lepo. Zaradi tega paste, kaj mislite in kaj dajete od sebe. Kaj zapišete? Evo ga, human, I am who I am, I am who, H-U, jaz sem who, torej oblika svetlobe, man pa je manifestacija, torej human je form of light manifested in body, torej oblika svetlobe manifestirana v telesu pomeni human, humanitarnost, human, I am who. To smo obdelali zanč in tudi beseda hu, ra, lepo pade skupaj, ra je bog sonca, torej hu, oblika svetlobe, časti boga svetlobe, sonca, ra, hu, ra, pa imamo. Ja, vsi postanejo šokirani, kadar jaz postanem malo bolj resen okrog mej, ki sem si jih postavil in naenkrat so vsi presenečeni, Ko pa zdaj tu pa kar meje postavil. Jaz seveda sem jih, ker nisem več tisti, ki bom kar ljudem kar večno dajal, da bodo oni na prvem mestu, jaz pa na ne vem katerem. Nisem več in see how cool we really are. Ja, in v bistvu bom pokazal ljudem,
kako smo v bistvu res dobri ljudje. A ne? Takrat, ko postavim svoje meje, stopam na svojo pot, se lahko izoblikujem v človeka vrednega imena človek in bomo svetu pokazali, kaj pomeni biti človek v vsej svoji lepoti, s tem, ko pretakamo to čisto univerzalno ljubezen. Ne? Pa še razširili bomo med vse ljudi sveta. The answer you seek never come when the mind is busy, they come when the mind is still. Prej smo imeli tisto vodo, ki vre, v kateri se nič ne vidi, a ne? Zdaj pa imamo z druge strani napisano, odgovori, ki jih iščete, nikoli ne pridejo, kadar so naše misli, kadar je naš zaseden, kadar on je v gužvi. Pridejo misli in odgovori takrat, kadar je umerjen. Torej, mir, popolni, globoki mir. Pol pa ja, dokler se vi ukvarjate z dramami iz preteklosti, pa današnje drame so vam usul, ne boste nič spoznali. Jaz sem se umerjal pol leta, da sem dosegel globok mir, ker sem si ga želel, srčno sem si ga želel. Ni bila to želja, joj, kaj bi jaz imel mir. Ne? Ni bilo tako, joj, kako bi imel BMW-ja. Ne, jaz želim mir, pa pika, enkrat za vselej, kako ga bom dosegel, ne vem točno, ampak jaz ga hočem mir in iskal sem ga in sem vedel, da ga moram samo prakticirati. In dokler sem bil sam s sabo, sem bil v miru. Ko je prišlo do interakcije z ljudmi, se je ta mir začel umikati. Vzela si mir, vzela mi mir, ne mir dala mi. Pesem tako poje. Ljudje so nam mir jemali in na tisti košček usadili svoj nemir. Ne dovolite tega, nikoli. In šele, ko ste v miru, pridejo pravi odgovori na vsa vaša vprašanja, zakaj se mi je to zgodilo, lej, zato. Takrat pride odgovor, takrat. I know you're tired, but you don't came all this way for nothing. Tako je. Mi vsi smo utrujeni. Drži, duša je utrujena, ne telo. Zdaj, jaz sem že malo ven iz tega. Jaz nisem več utrujen, jaz sem že napumpan. Mnogi izmed vas pa ste zelo, zelo utrujeni in bi radi, da se to konča. Ja, pritisnjeni boste do točke X, do točke preboja, do točke preloma, ko boste rekli, zdaj je pa dost. Bravo, tle vas čakamo, vsi naši in že stegujemo roko, pridi, dobrodošli v naš svet. In ja, vemo, da ste zmatrani, ampak niste prišli sem zato, da boste tle pa končali. Niste do sem pripeljali džabe. Do sem so bile vse to lekcije, veščine in spoznanja, da danes lahko, prebijemo. Breakthrough. Final breakthrough. Končni preboj skozi. Tle vas čakamo. Tisti, ki smo, prebil vas ne bo noben, prebit more vsak sam, če si to srčno želi. Drugače pa ne. Pa še imeti more organ, mora biti od Boga narejen, ne od hibridov, pa klonov, pa to pa ne gre. Ja, in ne pripadam na ulice in mesta, pripadam gozdovom, dotikanja maha in v bistvu vonja gob. Ne, se ni admiring mushrooms, se nekaj drugega, ampak ja, von po gozdu, to je tisto, kar želim se dotikati mehkobe gozda in res biti del narave. In narava je naš naravni habitat, mesta so kontra temu. Kloni pa hibridi v mestih njim je čisto okej, v bistvu oni v gozdu se ne znajdejo. V mestih pa komi čakajo biti, tam je za papat, tam je za pupat, tam je za pančkat, tam je za fukat, tam je za zabavati se, to v mestu je vse. To hibridi in kloni, njim je to okej, nas ljudi pa mesto izčrpava. Kaj ne? Še drevesa posekajo do konca, pa je stvar zaključena. The energy of love is electrifying as it flows to us and through us. Energija ljubezni je v bistvu elektrificiranje in v bistvu teče skozi nas. Priteče do nas in teče skozi nas. Tako piše. Evo, prej smo mi rekli reka, rečica, rekli smo električni tok, rekli smo magnetni tok, rekli smo či, prana, ljubezen, eter, vse sort so prispodobe in ja, lahko rečem, da so mravljinčki tudi podobni elektriki.
Where there is love, there is instantaneous communion with another on the same level and the same time. Tako, kadar je prisotna ljubezen, tle se zgodi instantni stik z drugim, ki je v ljubezni, na enakem nivoju, v enakem času in na enakem nivoju. Okay? Torej, ko smo ljudje na enakem nivoju, v istem času, takrat se zgodi instantno, pa v pretakanju ljubezni, takrat se zgodi brezpogojni stik. In mnogi to razumejo kot zaljubljenost, pa ni. Mi smo brat v brat. Mi smo to tako močna povezava, ki je močnejša od zakonske veze. Ti zakonsko vezo še lahko kaj ločaš, dočim ne moš pa nikoli zanikati, da si brat oziroma da si sestra nekomu. Torej, neodtujljivo. In mi vemo, da pripadamo drugmu. The moment is coming when there's going to be a massive shift and love is going to be the center of your activities. Prihaja moment, ko bo prišlo do masovnega dviga zavesti in ljubezen bo center vseh naših aktivnosti. Zase lahko rečem, da to že funkcionira. Že kdaj sem imel majčko, na kateri piše zlata doba, je tukaj in zdaj za vsakega, ki to želi. Sej za Bubleja je to bilo pa kdaj, takrat je napisal tako mat. Freddie Mercury pa 40 let nazaj, ali 30, ne vem koliko. Torej, gre za stanje zavesti, ne gre za toliko čas, ko se znajdemo in the age of Aquarius. Evo, the conscious person uses the world as a mirror to better understand and to master themselves. Za oseba, človek, ki ima užgano zavest, ki je zavesten in je pozoren, ima užgan awareness, on svet uporablja za ogledala, da bolje razume in masterizira, izpopolnjuje samega sebe. Nezaveden človek na nizki ravni, ta človek pa napada ogledala, zaradi tega, ker sploh ne spozna, da so to ogledala. To je razlika med prebujenimi in še neprebujenimi, da tisti, ki je prebujen oziroma se zaveda stanja, je v fazi prebujanja, cel svet razume kot učenje, vsaka stvar je učitelj, vsaka stvar je znak, smernica, napotek, dočim tisti, ki so še izgubljeni in zaspani, napadajo ta ogledala in najdejo krivca v ogledalu. In ga napadajo in razbijajo. Ja, in življenje je v bistvu balans, kako se reče, ravnotežje ali pa razmerje med stvarmi, ki so za obdržati in med stvarmi, ki jih je treba spustiti. Kaj je treba spustiti in kaj je treba obdržati? O tem smo mi spregovorili kar nekaj črk, besed, videov in glasbe in zapisov. Jaz bi želel, da vsak izmed vas naredi zdajle puf in reče, dost je. Zdaj pa res dost. Pizda vam je materna, ste me jebali cel life. Zdaj pa dost, to se ne gremo več. Da nehate vrtiti milinčke, pa boste jutri, pa ka bom enkrat, ka bom. Nehajte. Dajte narediti zdaj in poglejte v sonce. Odlično imamo vreme. Zakaj ni snega, zakaj ni mraza? Zaradi velike količine ljubezni, ki ureja tudi vreme in počasi prihajamo v obdobje večne pomladi. Kdo je odgovoren za to? Ljudje, noben drug. Man. Form of light. Torej, oblika svetlobe je tista, ki je odgovorna za to, da je tudi vreme takšno, kot je, ne glede na to, da smo tik pred Božičem. Cry me a river, dragi moji, uživajte. Čau, čau. Rad vas imam in ljubljeni vsi. Čau.